Kaj bi želela sporočiti staršem, ki jim je potem vedno žal, že potem, ko se skregajo pa zderejo na otroke? Zelo dragoceno se mi zdi, če starši lahko začutijo vse to potrebo po dostojanstvu, enem osnovnem do sebe, pa tudi do otroka, da si priznajo, da to ni način, ki ga hoče živeti z otrokom. In da si v resnici dovolijo, da takrat, ko so oni toliko nemočni, ko so oni toliko v stiski, ko njim čist pregori, če tako rečemo, ko so oni toliko pod stresom, da ne zmorejo enega primernega, zadovoljivega odnosa z otrokom nadaljevati v tistem trenutku, v tisti situaciji, da si oni dovolijo najprej odpočiti se, da se oni lahko umaknejo. V resnici, če bi tako obrnila, starši rabimo pogosto time out, zato da se lahko umirimo, da se lahko toliko sebi spravimo, da dobimo spet en stik s sabo, nov zagon in da se potem vrnemo v resnici k otroku in mu normalno razložimo, zakaj nekaj zahtevamo od njega, zakaj nečesa ne dovolimo, zakaj si želimo, da nalogo naredi in podobne stvari. Pomeni, da vedno, ko smo starši toliko podivjani, smo podivjani v sebi. Takrat delajo naši nižji možgani. In tiste nižje možgane si moramo dovolj pomiriti in verjeti, da to zmoremo.